Bomo šli tako, jaz bom povedala najprej, potem boste pa vi ponovili. Dobro? Ok, in gre tako. Da bi bil srečen, da bi bil miren, da bi bil poln ljubezni. Da bi bil miren, da bi bil poln ljubezni. A vam je všeč? Ok, zdaj bomo podali še. V okviru programa za spodbujanje prijaznosti imamo v sklopu 24 delavnic, kjer se pogovarjamo o različnih temah. Program temelji na principih čuječnosti in krepi osebno porožnost otrok. Na delavnici smo danes obravnavali čustva, različna čustva. Prvo smo se pogovorili o tem, kar smo delali že na prejšnji delavnici in smo začeli z oponašanjem živali, kako se živali počutijo, kakšna čustva doživljajo. Potem smo se pa osredotočili na sama čustva in na to, kako čustva prepoznamo na obrazu, na telesu, in na podlagi tega se otroci naučijo prepoznavati različna čustva. Pred začetkom prihodnjega šolskega leta bomo program in aktivnosti iz programa predstavili tudi ostalim strokovnim delavcem v vrtcu in si želimo, da bi čim več vzgojiteljev te delavnice tudi preneslo v svoje oddelke in širilo aktivnosti med svoje otroke. Ogledali sem prinesla. Ja, in mi bomo zdajle si pogledali. Vključeni smo v projekt Izzivi medkulturnega sobivanja. Vključili smo se kot eden izmed 8 vrtcev v Sloveniji in sicer preizkušamo, uvajamo pravzaprav predlog programa dela z otroki priseljenci in sicer skozi več tematskih sklopov. In sicer priprava na sprejem otrok, pogovor s starši in otroki, potem pripravimo individualiziran načrt za otroka, trudimo se pripraviti za otroka eno tako večkulturno, vključujoče okolje in pa ohranjati njegov materni jezik, hkrati pa tudi vključiti začetno učenje slovenščine. Jaz menim, da vsekakor je tem otrokom lažje, če se že v vrtcu srečajo z nekim podpornim programom. V bistvu z multiplikatorko Andrejo sodelujemo že več let, letos na malo drugačen način, ampak tudi prejšnja leta je ona na nek način prihajala v vrtec in izvajala programe s priseljenci. Ko je bilo hladno, ga je zavil v malo odeje. Vedno znova je Davidova mama rekla, da se Dodger preveč umaže. Davidu je pokazala, kako naj ga opere v skledi z milnico. Nato pa so ga obesili za rep. Jaz kot svetovalna delavka recimo se srečujem pri vpisih že starši, ugotovim prvi podatek, kdo ima recimo težave z razumevanjem slovenskega jezika, pa moram reči, da se kar sami starši precej znajdejo, poiščejo kakšno sosedsko pomoč. Za tiste, ker pa res so recimo pridejo čisto na novo v to naše okolje, je pa zelo pomembno, da tudi pridobimo te podatke, da jih potem jaz tudi, predvsem je važno, z katere države prihajajo, kakšen je njihov drugi jezik. V našem vrtcu organiziramo formalne in neformalne aktivnosti za starše, za otroke. Zdaj formalne so te ustaljene oblike v obliki roditeljskih sestankov, govorilnih ur. Neformalne pa v bistvu bolj so namenjene druženju starši, tudi to, da pridejo starši predstaviti recimo kakšne dejavnosti v doma ali svoj poklic ali kakšne običaje njihove. Jaz se bom danes od vas poslovila, sem vesela, da sem bila lahko zopet z vami, pa se vidimo naslednji teden, prav?